V zadnjih letih je samo na Dolenjskem propadlo kar 15% kozolcev, 35% pa jih je v izredno slabem stanju. Muzej je prvi korak v ohranjanju te kulturne dediščine. Dejansko smo s projektom pripomogli k temu, da so se ljudje začeli bolj zavedati, da imajo kljub temu v kozolcu nekaj vrednega in marsikdo je začel drugače gledati na svoj kozolc, marsikdo ga je začel obnavljati, se pa veliko ljudi obrača tudi po nasvete na občino. V deželi kozolcev je 19 tako imenovanih sušilnih naprav. Kozolcev od tega je 17, potem so pa še na začetku te predstavitvene poti Ostrvi in pa mini kozolček. Potem si pa v logičnem sosledju sledijo kozolci od najbolj preprostega do potem najbolj zahtevnih toplarjev. V Šentrupertu so sicer danes za predstavnike medijev pripravili ogled postavitve zadnjih 4 kozolcev. Člani etno-družabnega društva Draga pri Šentrupertu pa so ob tej priložnosti prikazali tesarjenje po starem. To je bilo treba vse na roke, ta prvo ljopet, požnurati, pa se prav temu zaštabljati, obtjasati, pa se pa to naprej, da si izložil, pa si kozolc naredil ali pa grošna heša. Sin tesarja, ki je naredil Simočičev toplar na Bistrici, pa je na ogled postavil očetovo tesarsko orodje. Orodje od očeta imam še vse, kar ga je on imel, tako da tega orodja je ogromno. Želja mi je, da to orodje uredim v spominski sobi. Od muzeja kozolcev, ki ga bodo namenu uradno predali prihodnje leto v občinskem prazniku, se veliko obetajo tudi domača društva. V našem društvu delamo veliko ročnih del in poskušamo narediti obliko kozolca, mogoče celo skvačkati, veliko kvačkamo. Turistično društvo vidi tukaj eno izredno priložnost za sodelovanje, za integracijo že obstoječih prireditev in ostalih aktivnosti. Celoten projekt je sicer vreden več kot 700 tisočakov in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.